Poledica je te dni v Pomurju povzročala veliko nevšečnosti. Na poledenelih cestah so se pripetile nesreče in zdrsi avtomobilov, led na pločnikih in parkiriščih pa je največ težav povzročil predvsem pešcem. Pridrsali z avtobusne postaje, komaj. Zelo pazljivi. Predvsem mi malo starejši. Malo sem starejši, pa potem moram pazljivi tudi biti. Ja, znate, da je mrzlo, pa da dež ide, je to. Tu so posipali, kad znajo ga dosta ljudi od dvorišče, pa ne, te pa le čudo, ko puno bolnica ljudi. Marsikdo pa je na ledeni površini izgubil tudi ravnotežje, zato so v sredo v urgentnih centrih obravnavali več zlomov ali izpahov rok in nog. Dejansko smo v slabih 4 urah današnjega dopoldneva oskrbeli 31 pacientov na kirurški urgenci, od tega celo 12 hospitalizacij. Če povem, da je nekje v povprečju v dopoldenskem času med 30 pa 40 bolnikov pregledanih in kakih 2-3 hospitalizacije, številke že sami povedo, da delamo znatno več kot pa sicer. Prihajajo v glavnem pacijenti vseh starostnih skupin, predvsem tisti najbolj aktivni, ki so se odpravili v tem spolskem vremenu na prosto. Direktor je pojasnil, da je šlo za različne poškodbe. Dejansko gre za celo paleto poškodb, ki najpogosteje nastajajo ob takih padcih, predvsem zapestja, gležnje in noge, ampak imamo tudi poškodovani, koliko smo sprejeli, tako da dejansko za operativno oskrbo kar čaka praktično vseh 12 danes sprejetih kirurških bolnikov. Paciente so obravnavali hitro. Zaenkrat smo uspeli vse praktično v zelo kratkem času oskrbeti, tudi smo pojačali ekipe, ki upravljajo delo. Zaenkrat smo kos vsem izzivom, je pa nekoliko ozko grlo, vsaj zaenkrat operativa, ker pač sama narava zahteva pogoje, pod katerimi oskrbimo pacienta, zato nekako ne moremo v operacijske, kjer so že neki drugačni posegi, oskrbovati tudi zlome kosti, tako da to se zdaj pogovarjamo, verjetno bomo nekoliko delovnik raztegnili, zagotovo bodo pa vsi pacienti zadovoljivo oskrbljeni. Ko bo tako rekel, da mlajši ponavadi že na nujnost poškodbe gredo kar hitro v postopek, tako da so hitro oskrbljeni, nekako starejši trenutno, ki čakajo, pa je glede na triažno razvrstitev možnost, da nekoliko dlje počakajo, vendar tudi v nekaj minutah ali pa bo rekel največ pa ure so praktično na kirurški urgenci danes vsi oskrbljeni. Zaradi nizkih temperatur in dežja so bile torej ceste prekrite z ledeno površino. Ekstremne razmere so bile v Mali Nedelji, kjer je bil onemogočen dostop do osnovne šole. Ceste so bile popolnoma poledenele, veliko naših cest, odkoder prihajajo otroci v šolo, pa je bilo neprevoznih tudi zaradi različnih prometnih nesreč, ker so vozila ali obstala na cesti ali pa trčila na ceste. In zaradi tega smo se odločili, da za danes pouk odpovemo. Sprejeli smo vse otroke, ki so prišli v šolo ali vrtec. Otroci vrtcev so ostali tukaj, ampak od 65 jih je tukaj samo 4, ena še je prišla zdaj po 9 uri, tako da jih je skupaj 5. V šolo pa je prišlo nekje do 7:30 zjutraj 7 otrok, za tiste smo poskrbeli, dali malico, ker pa so njihovi starši čakali tukaj, so jih tudi odpeljali domov. Torej, koliko učencev pa dejansko obiskuje vašo šolo in verjetno prihajajo iz vseh teh vasi, kjer ni bilo dejansko dostopa? Tako, naši otroci oziroma naš šolski okoliš obsega 11 vasi, odkoder večina otrok, učencev prihaja z šolskim avtobusom ali pa jih tisti starši, ki imajo otroke v vrtcu, enako pripeljajo torej z avtomobile. In zjutraj so bile razmere nemogoče. Torej, hrib v Malo Nedeljo iz vseh strani je bil popolnoma neprevozen. Zjutraj smo do 7:30 stali spodaj v grabi, torej v nižinah, zgor na hrib nikakor nismo mogli, tudi noben avtobus, niti redne proge, niti šoloobvezne ni mogel peljati zgor. In otroci, kateri so torej prihajali in čakali na avtobus, smo jim torej javili, da danes pouk odpade, kajti razmere so bile res nemogoče. Ravnateljica se spomni, da so zaradi neugodnih vremenskih razmer že pred leti odpovedali enkrat pouk.
Pred leti, ko so enkrat že bile napovedane tako ekstremne razmere, smo takrat en dan prej dali staršem obvestilo, če bodo ugotovili, da varno otroci lahko pridejo v šolo, potem naj pridejo, če pa bodo ugotovili, da varnost ni zagotovljena, naj ostanejo doma. Takrat se spomnim, da je prišlo preko 40% otrok v šolo in za tiste smo potem izvedli pouk, ostali pa so potem pač imeli dan oproščen. Tako ekstremnih razmer pravzaprav se že dolgo ne spomnim. Sama sem 30 let pri Mali nedelji v službi, snežne razmere so bile, ampak sneg ni tako hud in nevaren za varnost kot led. Danes pa je res bila tanka plast ledu, tako po pločnikih kot po cestah in ceste so bile prvič neprehodne, drugič tudi neprevozne in res mislim, da je varnost v tem primeru na prvem mestu, zato smo tudi odpovedali pouk. S težavo so v službo prišli tudi zaposleni. Danes sem prišel v službo kar peš, ker sem bar blizu doma. Z avtom nisem upal, da ne bi kaj se mi zgodilo. Drugače pa je bilo kar naporno. No. Sicer je bilo pred mano so glih trosile, da sem šel po sredini ceste, drugače ob strani ni bilo možno iti. Ravnateljica je še dodala, da bodo ta dan učenci nadoknadili v prihodnjih mesecih. Seveda, pouk bomo nadoknadili verjetno v mesecu aprilu ali v juniju, eno izmed delovnih sobot, tako da bomo današnji urnik, torej sredo 1. februar, nadomestili eno izmed sobot. Letošnje leto tudi nimamo predvidene sobote v našem letnem delovnem načrtu, vsa prejšnja leta smo imeli kako soboto, tako da bo pač tudi letos ena sobota pouk nadomeščen. Navsezadnje je na prvem mestu varnost otrok in zaposlenih, še zaključi ravnateljica.